Prijatelji, ozrite se naokoli. Življenje se dogaja. Sonce vzhaja, veter se giblje, reke tečejo, ne v naglici, ne v paniki, ampak z lahkotno milino. Zakaj torej hitimo? Zakaj živimo v tesnobi? Vedno se oklepamo, vedno se trudimo, kot da nam bo življenje spolzelo skozi prste. Vse, kar potrebujete, vse, kar je namenjeno vam, bo prišlo ne z obupom, ampak z jasnostjo. Bolj ko se pehate, dlje bo teklo. Bolj ko se borite, globlje tonete. Čas je, da razumete, da umirjenost ni pasivnost, temveč inteligenca. Življenje je v svojem bistvu neprekinjen tok. Od rek, ki si utirajo pot skozi gore, do vetra, ki nosi šepe zemlje. Nič v naravi ni statično. Vse se premika, spreminja in razvija v svojem času. Letni časi se ne spreminjajo v naglici. Sonce se ne trudi, da bi vzraslo, in drevo se ne prisili, da bi zraslo čez noč. To je inteligenca obstoja, ki se razvija brez napora. Vendar kot ljudje pogosto pozabljamo na to preprosto resnico. Stvari silimo, da se zgodijo po našem časovnem načrtu, upiramo se naravnemu redu in si s tem ustvarjamo nepotrebno trpljenje. Če smo pozorni, vidimo, da vse v življenju poteka v ritmu, v ciklu prihajanja in odhajanja. Plimovanje se dviguje in spušča, luna se dviga in spušča, celo v našem telesu dihanje prihaja in odhaja, ne da bi ga nadzorovali. To je temeljna narava obstoja. Gibanje, sprememba in tok. Toda v trenutku, ko se poskušamo temu upreti, ko se tega preveč oklepamo, ustvarjamo odpor. Predstavljajte si reko. Če ji dovolite, da teče, se gladko premika in vse nosi seboj. Če pa zgradite jez, voda poveča pritisk, se bori proti zapori in na koncu najde drugo pot. Tudi življenje najde svojo pot, ne glede na to, kako zelo ga poskušamo upravljati. Boj se pojavi, ko želimo, da se stvari zgodijo pod našimi pogoji in ob našem času. Pričakujemo takojšnje rezultate, takojšen uspeh in hitre rešitve za vse. Če bi se roža prisilila, da zacveti pred svojim časom, bi se pri tem uničila. Če pa dovoli soncu, zemlji in dežju, da jo hranijo, cveti brez težav, brez stresa in odpora. Če zaupamo naravnemu času stvari in se uskladimo s tokom življenja, bo to, kar nam je namenjeno, prišlo brez težav. Težava ni v tem, da je življenje nepravično ali neprijazno. Gre za to, da nimamo dovolj potrpljenja, da bi dovolili, da se stvari razvijejo. Ena največjih iluzij, ki jih nosimo, je misel, da smo ločeni od narave. Domnevamo, da smo nad njo in da lahko nadzorujemo vsak izid. Toda tako kot ocean ne dvomi o valovih, tako kot se nebo ne upira oblakom, se moramo tudi mi naučiti zaupati gibanju življenja. Ko postanemo togi in poskušamo vsiliti stvari po svoje, povzročamo stres in tesnobo. Ko pa se prepustimo in gremo s tokom, življenje postane lahkotno. Ne gre za to, da se nehamo truditi, temveč za to, da naša dejanja prihajajo iz lahkotnosti in ne iz obupa. Ko razumemo, da je življenje tok, se mu nehamo upirati. Začnemo razumeti, da nič ni trajno, ne veselje, ne žalost, ne uspeh, ne neuspeh. Tako kot valovi v oceanu se dvigajo in spuščajo, prihajajo in odhajajo. Ni potrebe po paniki, ni potrebe po hitenju. Prave stvari se bodo zgodile v pravem času, a ne zato, ker bi jih izsilili, temveč zato, ker smo v harmoniji z gibanjem življenja. Namesto da se borimo proti toku, se moramo naučiti plavati, zaupati in se gibati v ritmu obstoja. Tesnoba je kot megla, ki nam zamegli pogled. Kadar je nemiren, ne vidimo jasno, ne moremo jasno razmišljati in ne moremo sprejemati pravih odločitev. Predstavljajte si jezero. Ko je voda mirna, lahko popolnoma vidite svoj odsev. Če pa vanj mečete kamenje, se gladina vznemiri. Natanko to je tisto, kar tesnoba naredi z našim življenjem. V naših mislih ustvarja nepotrebno valovanje, zaradi česar verjamemo, da so stvari slabše, kot so v resnici. To, kar nam je namenjeno, je lahko tik pred nami, vendar smo zaradi skrbi preveč zaslepljeni, da bi to prepoznali. Ste že kdaj opazili, kako se zdi,
da ko si nekaj obupno želite, to pobegne še dlje. Bolj ko ste zaskrbljeni zaradi neke situacije, težje se zdi, da jo boste rešili. To je zato, ker je tesnoba stanje odpora. Je nasprotje zaupanja. Prvič, ko ste tesnobni, niste v toku z življenjem, ampak ste z njim v konfliktu. Namesto da bi dovolili, da se stvari odvijajo naravno, poskušate nadzorovati vsak izid. Toda nadzor je iluzija. Ne glede na to, koliko načrtujete, se življenje razkrije na svoj način. Bolj ko siliš, bolj se življenje upira. Zaskrbljen je kot soba, polna hrupa. Ni prostora za jasnost, ni prostora za intuicijo. Najboljše odločitve, najbolj ustvarjalne zamisli in največje priložnosti pogosto pridejo, ko je umirjen. Razmislite o tem. Kdaj dobite najboljše ideje? Le redko takrat, ko ste pod stresom ali preobremenjeni. Običajno je to v trenutkih sprostitve, morda med sprehodom pod tušem ali v mirnem trenutku, ko ste sami. Ko ste mirni, je namreč vaš odprt in dovzeten. Po drugi strani pa tesnoba zapira vrata v pogledu in vas drži ujete v neskončnem krogu skrbi. Tesnoba ne le zamegljuje naše razmišljanje, ampak vpliva tudi na našo energijo. Ste že kdaj vstopili v prostor in takoj začutili napetost v zraku? To je moč energije. Ljudje lahko začutijo, kdaj ste zaskrbljeni, in to vpliva na njihov odziv na vas. Ko ste obupani nad nečim, službo, odnosom, priložnostjo, jo nevede odrinete, saj tesnoba nosi frekvenco pomankanja in neobilja. Ko pa ste mirni in zaupate, da bo to, kar vam je namenjeno, prišlo, stvari privlečite brez težav. Resnica je, da vas življenje vedno vodi. Vedno vam prinaša prave izkušnje, prave ljudi in prave priložnosti ob pravem času. Toda če vas preveva tesnoba, tega ne boste mogli videti. Tesnoba je kot vrata, ki jih vedno znova zapirate pred življenjem in nočete sprejeti tistega, kar je že na poti k vam. Ključ je v tem, da se prepustite in se sprostite v zavedanju, da se vse odvija natanko tako, kot je treba. Bolj ko zaupate, bolj vam je življenje naklonjeno. Trud je naravni del življenja. Vse v naravi se trudi. Drevo raste proti soncu, reka si utira pot skozi skale in ptica se nauči leteti. Vendar se nihče od njih ne bori. Ni tesnobe, ni odpora, le enakomeren, dosleden napor v skladu s tokom obstoja. Boj pa je napor, poln odpora, dvomov in obupa. To je napor, ki ga napačno usmerja strah. Ko zamenjamo napor z bojem, si po nepotrebnem otežujemo življenje. Pomislite na plavalca v reki. Če plava s tokom, je njegov napor učinkovit in z lahkoto napreduje. Če pa skuša plavati proti toku, se izčrpa in skoraj ne napreduje. Podobno je tudi v življenju. Če vlagate napore v pravo smer, ki je usklajena z vašim naravnim ritmom, se stvari odvijajo gladko. Če pa stvari silite, če poskušate nadzorovati vsak izid, se trud spremeni v boj, zaradi česar se vam tudi najmanjše opravilo zdi kot bitka. Borba izvira iz navezanosti. Navezanosti na določen rezultat, določen časovni okvir, določen način, kako naj se stvari zgodijo. Ko ste preveč navezani, ne vidite drugih poti. Še naprej si prizadevate za eno smer, tudi če ta ne deluje, preprosto zato, ker nočete sprejeti, da morda obstaja boljša pot. Pravi napor je inteligenten, je prilagodljiv, omogoča prilagajanje. Toda prizadevanje je slepo. Ponavlja ista dejanja in pričakuje drugačne rezultate. Uspešni ljudje se svojega dela lotevajo z določeno lahkoto. Prizadevajo si, vendar niso obupani. So predani, vendar jih ne preveva tesnoba. Razlog za to je, da se zavedajo, da rezultati ne pridejo samo z bojem, temveč z doslednim, usmerjenim prizadevanjem in potrpežljivostjo. Boj vam odvzame energijo, trud, ki ga izvajate jasno in uravnoteženo, pa vas napolni z energijo. Ko delate s strastjo na mesto s pritiskom, se vam tudi najtežje naloge zdijo lahkotne. Zato je trud potreben. Vse v življenju ga zahteva. Vendar pa je trud neobvezen. Ni se vam treba boriti proti življenju, da bi dosegli, kar si želite. Namesto tega vložite svoj trud z mirnim in stabilnim umom. Zaupajte, da bodo prave stvari prišle ob pravem času,
in opustite nenehno potrebo po nadzorovanju vsega. Takrat trud ne bo le produktiven, ampak tudi radosten. Vse, kar obstaja, deluje na podlagi energije. Način, kako razmišljate, čutite in se prenašate, pošilja energijo. Vibracija in življenje se na njo ozove. Ali ste opazili, da se vam zdi, da stvari tečejo z lahkoto, ko ste dobro razpoloženi? Ljudje se vam nasmehnejo, priložnosti pridejo nepričakovano in življenje se zdi lahkotno. Kadar pa ste zaskrbljeni, razočarani ali polni dvomov, zdi se, da gre vse narobe. To ni čarovnija. Gre preprosto za način delovanja energije. Svet odraža to, kar oddajate. Predstavljajte si, da vstopite v sobo, v kateri sedite dve osebi. Eden je miren in zbran, drugi je nemiren in razdražen. Tudi če ju ne ogovorite, lahko začutite razliko v njuni energiji. Podobno tudi življenje sprejema vašo energijo, ne glede na to, ali se tega zavedate ali ne. Če ste nenehno obupani, zaskrbljeni ali v dvomih, nevede odrivate stvari, ki si jih želite. Če pa se prenašate z zaupanjem, samozavestjo in notranjim mirom, naravno privlečite pozitivne izkušnje. Večina ljudi poskuša spremeniti svojo realnost tako, da se bolj potrudijo, silijo v situacije ali manipulirajo z okoliščinami. Toda prava preobrazba se ne začne zunaj, temveč znotraj. Če je vaš poln negativnosti, boste v vsem našli negativnost. Če je vaše srce napolnjeno z višino hvaležnosti, boste videli lepoto tudi v najmanjših stvareh. Način doživljanja življenja ni odvisen od tega, kaj se vam zgodi, temveč od energije, ki jo vnesete van. Spremenite svojo energijo in vaša resničnost se bo ustrezno spremenila. Ena največjih napak, ki jih ljudje delajo, je prepričanje, da morajo loviti srečo, uspeh ali ljubezen. Vendar lovljenje prihaja iz pomanjkanja. Življenju sporoča, da nimate tistega, kar iščete. Namesto tega postanite oseba, ki te stvari naravno privlači. Če želite ljubezen, izžarevajte ljubezen. Če si želite uspeha, se nosite z energijo nekoga, ki je že izpolnjen. Ko utelešate tisto, kar iščete, življenje nima druge izbire, kot da se uskladi z vami. Zato sta tišina in notranjost tako močna. Nemiren privlači še več nemira. Obupano srce vabi še več bojev. Oseba, ki je mirna, zaupljiva in osredotočena, pa postane magnet za prave priložnosti, prave ljudi in prave izkušnje. Ni se vam treba boriti za to, kar vam je namenjeno. Preprosto postanite različica sebe, ki se ujema s tem, in to bo prišlo samo od sebe. Vaš je eno najmočnejših orodij, ki jih imate, vendar večina ljudi živi, kot da bi jih zasužnjeval. Pojavijo se misli, ki jim brez pomislekov sledijo. Čustva se pojavijo in ozovejo se impulzivno. Resnica pa je, da je vaš namenjen temu, da vam služi, ne pa da vas nadzoruje. Je orodje in to izjemno. Toda če ga ne nadzorujete, postane tiran, ki narekuje vsako vaše dejanje in vaše življenje polni z nepotrebnimi skrbemi, strahom in trpljenjem. Predstavljajte si svoj kot nož. V spretnih rokah lahko ustvarja, zdravi in v svet prinaša lepoto. Če pa ga ne znate uporabljati, lahko ta nož škoduje celo vam samim. Vaše misli so takšne. Če jih pametno uporabljate, vam pomagajo pri načrtovanju, reševanju težav in ustvarjanju lepih doživetij. Kadar pa so divje, ustvarjajo kaos, zaradi katerega se počutite izgubljeni in nemirni. Težava ni v tem, da preveč razmišlja. Gre za to, da se preveč poistovetimo z vsako mislijo in verjamemo, da smo sami svoj Ste kdaj opazili, kako nenehno preskakuje z ene misli na drugo? Skrbi za prihodnost, se oklepa preteklosti in ustvarja zgodbe, ki sploh ne obstajajo. Večina stvari, ki se jih bojite, se v resnici nikoli ne zgodi, vendar vas prepričuje, da so resnične. Razlog za to je, da ni zasnovan tako, da bi vas osrečeval. Namenjen je temu, da vas varuje. Vedno išče nevarnosti, težave, stvari, ki bi lahko šle narobe. Če mu dovolite, da vas obvladuje, boste živeli v stanju nenehnega stresa in tesnobe. Ključno je, da se umaknete in opazujete svoj
namesto da bi se v njem izgubili. Niste svoje misli, ste zavest, ki stoji za njimi. Ko se pojavi misel, jo opazujte, namesto da bi se na njo odzvali. Videti jo je treba kot še en oblak, ki prehaja skozi nebo vaše zavesti. Ko ustvarite ta prostor med seboj in svojim umom, pridobite možnost izbire, s katerimi mislimi se boste ukvarjali in katere boste izpustili. To se začne resnična svoboda. Izurjen je močan zaveznik. Omogoča vam, da se osredotočite, ustvarjate, živite z jasnostjo in namenom. Netreniran pa je kot neukročen konj. Teče v vse smeri in vas pelje s seboj. Namesto da bi dovolili, da vas misli nazorujejo, vzemite vajeti v svoje roke in uporabite svoj kot orodje, ki mu je namenjen. Ko obvladate svoj življenje ne bo več videti kot boj, da zaostajate, ampak bo postalo nekaj, kar lahko oblikujete. Ni univerzalnega časovnega mirom in namero, ni fiksnega urnika, ki bi ga življenje pričakovalo od vas. Kljub temu hitimo, paničarimo, se primerjamo in verjamemo, da moramo do določene starosti doseči določene stvari, sicer nam ni uspelo. To, da življenje ne deluje v skladu s človeškimi roki. Sonce ne vzide sekundo prej samo zato, ker je nekdo nestrpen. Cvetje ne cveti hitreje, ker vidi, da cvetijo druge rože. Vse se dogaja v svojem ritmu, tudi 6. Družba ustvarja časovne okvire. Diplomirajte do te starosti, poročite se do te starosti, dosežite uspeh do določenega mejnika. Vendar ti časovni načrti niso resnični. So človeški izumi. Če pogledate naravo, nič ne raste enako hitro. Nekatera drevesa vzklijejo hitro, druga potrebujejo desetletja, da dosežejo svojo polno višino. Nekatere reke si svojo pot utirajo več stoletij, druge pa v nekaj dneh pridejo do oceana. Ali to pomeni, da je eno boljše od drugega? Ne, vsaka od njih je na svoji edinstveni poti. Prav tako je vaša pot, vaš čas, samo vaša.